Da je lahko mogoče problem, da se izključno preživljaš z poučevanjem duhovnosti, ali kako bi lahko temu rekla? Tako ne. Ja, Ker v zgodovini je bilo nekako veliko spolzek terenje, se mi zdi. je zelo spolzek. Preveč kompromisov morate skleniti, če se s tem preživljate. Drugače ste lahko bolj brezkompromisni. Kaj mislite točno s tem? Mislim, če vprašanje pridobivanja sredstev za preživljanje, se pravi vprašanje denar, potem se moraš marsičemu podrediti. Ne? Ja, ampak se za preživljanje ne rabiš toliko denarja, ne? Problem je pol res kasneje. Odvisno, kakšni so ljudje, kaj so njihove vrednote. Mislim, govorim kot oceno realnega stanja, ki na področju nove duhovnosti vlada. Vse veste, da je tovrstna dejavnost oziroma spekter tovrstnih dejavnosti med najbolj dobičkonosnimi dejavnostmi danes. In bo zagotovo še rastel. Ker ljudje vedno bolj potrebujejo neke zadeve za ohranjanje notranjega ravnovesja, ker je življenje zelo kaotično in tako. Torej, tukaj smo. Kako pa bi midva lahko opisala to ravnovesje notranje? Pa zakaj je tako odvisno od zunanjega sveta? Ker zdaj sem nekako začutil, da ste mislili, oziroma sporočilo je bilo nekako, da vedno bolj živimo v svetu, ki je kaotičen. Res je. Ne? In zdaj to vpliva na mojo notranjost. Ravnovesje se pa kje vzpostavi? Ne? Se pravi... Ravnovesje se vzpostavlja v človeku, vendar ga je treba vedno znova obnavljati. Zlasti danes, ki je svet tak, kakršen je. Ne? Zato, ker človek ni izoliran del, ni posameznik kot vase zaprta celota, ampak je vedno v soodvisnosti z okoljem. Torej, okolje ima izjemno pomemben vpliv na notranje počutje človeka. Lahko pa notranje počutje seveda z določeno samokultivacijo, bodisi meditacijsko ali kako drugo, seveda gradimo. Ne? In lahko tudi v kaotičnem okolju živimo notranje stabilno. Pravzaprav je to izziv. Zame je bilo to vedno nekaj, kar mi je predstavljalo moj osebni izziv in tudi kot izziv učitelja, ki ljudem posreduje ta znanja ali te metode. Kako se pa izogniti temu, da te prakse ne postanejo nek beg pred tem kaotičnim svetom, ki obstaja, ne? Odvisno od praks. Jaz živim na način, bi rekel, ko sem zelo intenzivno vpet v zunanje okolje, hkrati pa znotraj sebe gojim ali pa gradim ta notranji mir in to tudi prenašam svojim učencem. Recimo, moja osnovna praksa je zen in prek zena se mi zdi lahko ohranjam intenziven stik z zunanjim okoljem in hkrati stabiliziram notranje okolje. Kako bi pa lahko midva opisala, če greva po teh praksah, pa začneva zen budizmom? Kaj je karakteristika ali pa barva te metode oziroma ne metode? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Odvisno z katerega zornega kota se lotimo analize oziroma prikaza. Vsekakor je bistveno pri zenu to, da je osredotočen na raziskovanje uma, oziroma meditant je osredotočen na svoj in skozi spoznavanje lastnega uma seveda posredno spoznavamo zunanji svet. Zen je bil vedno praksa, ki je bila povezana z materialnim svetom. Zato imate dosti tehnik tudi, ki so prav meditacijskih tehnik, ki so osredotočene na stik z zunanjim okoljem, recimo hoja meditacija, ki vas zelo prizemljuje, hkrati vam čisti daje notranjo stabilnost. Tako da jaz sem dosti razmišljal o tem, zakaj so v nekaterih azijskih državah tako učinkoviti. Recimo na Japonskem. Ta delovna etika, ta učinkovitost, ali pa tudi v Koreji, naprimer, kot dveh izrazito zenovskih državah, oziroma tam, ker je zen se zelo razcvetel, zlasti na Japonskem, ker se je ta kultura, duhovna kultura,
se pravi zenovska praksa, postopoma razširila na okolje. A veste, če duh se je širil. Duh se je širil, duh zena, to je moje mnenje. Osnovno, ampak zato potrebujete stoletja. To v kratkem času ni možno. Kaj pa je duh zena? Pa, ker bom zaključil vprašanje, bom sam okno zaprl. Ja. Da bo... Midva to zdaj že snemava. Že snemava. V redu, sej. Če vam je v redu videti. Me ne moti. Tako spontanost. Me ne moti, mi je všeč ta spontanost. Duh zena, po mojem mnenju, biti tukaj in zdaj. Osredotočenost na sedanji trenutek. Ker ko je človek popolnoma tukaj in zdaj osredotočen v sebi, da tako rečem, je hkrati v stiku z zunanjim okoljem na zelo čist način. Skratka, okolje, ljudi, ki ga obdajajo, dejavnosti, ki jih opravlja, zaznava neposredno, brez umskih filtrov. Kaj to pomeni? Da zadev ne vrednotimo, kar naprej ne etiketiramo, nekaj je dobro, nekaj je slabo, ampak preprosto to sprejemamo. To je neposredni, direktni stik. Mislim, da je to čista osnova našega bivanja. Jasen ki omogoča, kot sem dejal, neposreden stik z okoljem. Se pravi... In samim sabo, seveda. Ker ko prakticiramo zen, gremo seveda, govorim o dolgoletni praksi, gremo skozi različne stopnje, skozi različne nivoje notranjega spoznavanja. To, kar spoznavamo, je svoj lastni ki je podoben vseh ljudi. Pri vseh ljudeh se dogajajo podobni procesi. Seveda mi tega ne vemo in zlasti, ker smo v teh umskih filtrih, se nam tudi zdi, da smo zelo različni drug od drugega. V resnici nismo različni, smo eno. In ena meni najljubših definicij je, kaj Buda? Buda je tvoj prečiščen, dokončno razkrit To je Buda. Se pravi, to je neka stvar, ki se človeku zgodi, ko se on umakne zaznavanju samemu. A prav razumem? Se strinjam. Ja, približno tako. Ok, a lahko malo razdelava, kaj je to ta jaz, oziroma to, kar se umika? Lahko vprašam, kdo je Vili, a ne? Ali pa če bolj splošno vprašam, kaj je jaz, kdo je jaz? Da se tudi ljudje, ko poslušajo, poistovetijo, pa jasno. Veste, kako tukaj ni enotne definicije, kot najbrž veste, ker se sami ukvarjate z raziskovanjem teh področij. Ampak, če govorim zdaj z budističnega vidika, zenovskega vidika, je treba najprej reči eno zelo radikalno trditev, da jaza sploh ni. Jaz je konstrukt, ki obstaja v določenem trenutku, oziroma lahko ga zabetoniramo in potem se trudimo, da bi bili vedno isti jasne. Jaz v bistvu nastaja v vsakem trenutku in se tudi nenehno spreminja. Ker pa se ljudje nočejo spreminjati, oziroma nočemo spreminjati, se držimo starih vzorcev in oklepamo. In zato večina naših problemov izvira iz našega jaza. Ker jaz kreira naš odnos do okolja, oziroma do sebe. In seveda, to so potrebna leta meditacije, ali pa tudi, če vam uspe, lahko tudi spontano ugotovite, da je to tako, ko greste skozi sebe. Ko ugotovite, da nobena identiteta, ki jo imate, oziroma ki vam jo daje okolje, v resnici ni resnična, ampak samo navidezna in začasna, potem ste prodrli skozi. Vse moje identitete, ki imam, od tega, kako se imenujem, kaj počnem, kakšna je moja zgodovina, to so začasne identitete, ki mi omogočajo nek orientir v življenju, ampak to v resnici nisem jaz. Jaz, kot jaz, sem brez teh etiket, oziroma teh identitet. Jaz sem samo bitje, samo po sebi, ki zgolj bivanje. In to je v resnici vsak človek. In ker nekatere, da zdaj to dodatno pojasnim, nekatere duhovne šole postavijo ego za glavnega sovražnika. Se pravi, z egom se je treba boriti. V zenu, oziroma v večini budističnih praks, se ne borimo z egom,
ampak ego preprosto pretopimo z meditacijsko prakso oziroma z to navzočnostjo. In to pomeni, da razbijete svoje vezanosti v praksi, to pomeni vezanosti na karkoli, svojo pomembnost, svojo narcisoidnost in tako dalje. In tudi svoje strahove in svoje želje. Mislim, na koncu koncev, tisto, kar iščemo, je praznina, je izvor. Jaz pač uporabljam izraz praznina, ki je izraz iz budizma, Mahajana budizma, da lažje razložim zadeve. Ne? Ker za nekatere ljudi je izraz praznina lahko strašljiv. Za budiste pa je najvišji pojem oziroma najdragocenejša izkušnja. Izvor je to, izvor vsega. Ko vi to poučujete, točno to stvar, o kateri govoriva, kakšno reakcijo imajo ljudje, ko jim rečemo, ta občutek jaza, je neka iluzija, nek konstrukt, tako kot ste rekli. Pa mogoče celo, kar je meni toliko jasno, vi ste rekli, jaza ni, ne? Ampak jaz imam občutek, da je. Jaz je začasno stanje. Jaz je. Vedno jaz. To je naravna težnja energije oziroma zavesti, da vzpostavlja neko točko istovetnosti. Točka istovetnosti, ampak ta se nenehno spreminja. Zato je tako pomembno, da živimo v stiku z sedanjostjo. Zavest sedanjosti, to je Budova zavest, biti tukaj in zdaj osredotočen. Jasno, to vam tudi omogoča, da bolj inteligentno delujete v svetu, ker ste v stiku z inteligenco situacij. Ampak to so zelo prefinjene izkušnje. Teorija vam tukaj nič ne koristi. Branje knjig, poslušanje videov vam nič ne koristi. Vi morate prakticirati. In po dolgem času prakse, nekateri pa to tudi doživijo zelo hitro, veste, o čem govorim. Težko je to prenašati. Ampak, ko ste vprašali, kako je svojim učencem to razložim, jaz imam dolgo časa tako imenovano pripravljalno obdobje, ko se ukvarjamo z vsemi drugimi zadevami in na koncu mojega učenja v duhovni šoli gremo pa direktno v budistično filozofijo oziroma v prakso in ne v prakso, v razlago zena kot takega. Ampak ker je osnovna meditacijska praksa v duhovni šoli zen oziroma vipassana, so ljudje že pripravljeni, da to razumejo. Veste, jaz ne izgubljam časa, da bi prepričeval ljudi, ki ne morejo tega razumeti, tega pojma, ki nimajo tega izkustva. Jaz se o tem pogovarjam samo z ljudmi, ki imajo izkustvo, ki to lahko razumejo. Ampak koliko je pol koristno o tem sploh govoriti, mi dva zdaj sicer govoriva, ne vem zakaj, ampak koliko je koristno o tem govoriti proti temu, da vsak človek sam pogleda pobližje ta konstrukt ali pa realnost. Ali pa... Veste, zelo koristno je, zlasti v današnjem času, ampak v nekih drugih okoliščinah, ki so bolj tako posvetnega značaja, da ljudem razbijamo ego. Razumete? Da nižamo to patološko narcisoidnost in pohlepnost, ki vodi današnji svet. Mislim, da je to zelo zdravilno, da nekomu rečemo, ki je obseden samim sabo, ki je obseden s svojimi željami in dosežki in tako dalje. Pa prosti, tebe sploh ni v resnici. A se ti zavedaš, da te čez nekaj let absolutno ne bo nič, ko boš umrl, vsi postanemo nič. In iz tega izvora, iz tega izhodišča moramo štartati. Kaj bo ostalo na koncu, oziroma kaj je bilo pred rojstvom in kaj bo ostalo po rojstvu. Veste, to, kar jaz učim v okviru meditacije, je usmišljeno z najvišjo resnico oziroma z najvišjim ciljem, kot temu rečem, razsvetljenjem ali osvoboditev. Jaz sem učil meditacije različne skupine, to počnem več kot 20 let. Zelo različne, od navadnega sproščanja do avtosugestivnih tehnik in tako dalje. To bolj ali manj sem za vse opustil, oziroma v šoli še učim to kot prikaz nečesa, zakaj vse se lahko meditacija ukvarja. Ampak to, kar dejansko učim in s čemer se ukvarjam, jaz in skratka moja skupina, je iskanje razsvetljenja. Iskanje razsvetljenja.
doseganje razsvetljenja, živeti v razsvetljenju. Veste, to je zelo spolzek teren. Okrog razsvetljenja je toliko različnih mnenj. Veste, to ni enotni izraz. Že znotraj joge, recimo, že znotraj indijske tradicije, če gledamo zgodovinsko, imate različne smeri in enim pomeni razsvetljenje to, drugim pomeni to. To, kar jaz mislim, da je pravilna, oziroma zame pravilna interpretacija, je zenovska, je budistična, mahajana budizem. In to je zelo preprosto. To ni vezano na neko ekstazo. Veste, pri razsvetljenju je največ nesporazumov, bi rekel, okrog tega, ker ljudje mislijo, da ko se človek razsvetli, da bo vse ena sama blaženost. Da bo povsod sreča, skratka, da bo človek živel rajsko življenje. Se tudi podoba tega človeka, ki je razsvetljen v naši glavi, je nekaj nedosegljivega tudi, oziroma to je bilo spremenjeno v razna božanstva. Recimo, da so Budo postavili najvišje in potem, recimo v tibetanskem budizmu imamo to zelo razvejano, Vajrayani, cel kup božanstev, oziroma bodhisatev, ki reprezentirajo različne vidike Bude. Jaz imam zelo prizemljen pogled na razsvetljenje in mislim, da to ni nek oddaljen cilj. In se strinjam s tem, da, kakor pravijo v Zenu, že ko sedeš v meditacijo, prvič si na nek način razsvetljen, zato ker si v tem stanju, ker boš v tem napredoval. Po tej poti šel. Torej, jaz razsvetljenje ne povezujem z blaženostjo. Mislim, da so ekstatična stanja, ki spremljajo to izkušnjo najvišjega uvida, v bistvu prehodna stanja. Prehodna stanja. Vsi, ki recimo se dlje časa ukvarjamo s tem, jaz se s tem ukvarjam praktično 35 let, za samo prakso meditacije pa 30 let, leta 2000, oziroma 1994, to je skoraj 30 let. Sem doživel vse mogoče stvari, od največjih blaženosti do popolnega obupa. Skratka, šel sem skozi vse, kar je mogoče doživeti v tem notranjem svetu. No, to se ne bi hvalil, da sem doživel vse, ker se mi še lahko marsikaj zgodi, ne tako dobrega kot slabega, ampak toliko sem raziskal te notranje teritorije, da zdaj po tolikih letih približno vem, zakaj gre. Aha, pa še vedno meditirate, sedete v zazi. Ja. Zakaj? To je ohranjanje kondicije. Recimo na retritih, ko jih imamo, jaz bolj ali manj sedim z meditanti in tako. Pa to delam vsak dan. Čeprav včasih se mi zdi, zakaj to delam. Mislim. Ja. Se to ima vprašanje. Ja, zakaj to delam? Tako, neko kondicijo imam. Oziroma, a je navada to nekaj postala? Del navade. Zato, ker živim zelo intenzivno zunanje življenje, posvetno življenje, rabim neko točko ozemljitve ali notranje harmonizacije. In to meni daje meditacija. Da sproti prečiščujem to, kar se useda v moj Spravi neka higiena. Ja, jaz to smatram kot del vsakodnevne higiene. Tako da temu ne pripisujem nobenega posebnega velikega pomena, ampak to je del mojega življenja. Kaj pa, dostikrat sem slišal v svojem življenju izraz razsvetljenje, pa prebujenje. A vi to ločujete? Delno ločujem. V bistvu v budizmu v nekaterih šolah ali pa recimo v nekaterih interpretacijah raje uporabljajo izraz prebujenje. Mogoče je celo tudi v slovenščini boljše, da bi se reklo prebujenje. To pomeni, da se ti prebudiš iz sna. Ker dokler se ne usmerimo vase, zdaj na katerikoli način, mislim, metode so različne, in ne spoznamo, da svoj temeljni izvor, pravzaprav smo v stanju spanja, oziroma sanjanja. Kaj pomeni prebuditi se? Prebuditi se iz sanj življenja. Takrat dobesedno fizično prepoznaš, da je življenje samo sanjanje.
In večina ljudi to življenje presanja ali pa še slabše prespi. Slabše, to je vse relativno. Mislim, vsak ima svojo pot, svojo evolucijsko pot zavesti. Ampak večino časa tekom evolucije, duše, recimo temu tako, smo itak spali in sanjali. Potem pa pride obdobje, pride življenje, ko se pojavijo razpoke v sanjanju. In to sanjanje najprej postane lucidno sanjanje. Da se zavedamo, da smo sanjate. In potem so stopnje od lucidnega sanjanja navzgor. K izvoru. Recimo, katere stopnje? To so pa subtilna notranja izkustva, ki recimo rezultirajo da zdaj ne grem v detajle, rezultirajo v fazi, ko se zavest začne zavedati sebe. Se pravi, zavedanje. Če zdaj zelo poenostaviva, tako v jogijski kot budistični meditaciji so v te zenovski praksi, dhyana praksi so 4 osnovne stopnje, od opazovanja telesa, opazovanja čustev, misli, intuicije oziroma tega. In na koncu pravzaprav pridemo, ker se zavedamo ves čas, do tega zavedanja. To pa je pol tisto, kar je ključni preskok. Veste, o teh zadevah, kaj je končna resnica? Kaj je najvišja bit? To se z besedami strašno težko opiše. Veste, vsi mistiki na koncu umolknejo. Se pa razumejo med sabo. Ker to, kar opisujemo, je sekundarna resničnost. Zato, ker besede vedno prevajajo izkustvo. Niso izkustvo samo po sebi. Zato tolikrat lahko preberete ali slišite, da je v duhovnosti praksa veliko pomembnejša kot teorija. Poznam cel kup ljudi, ki so zelo izobraženi, duhovno izobraženi, ampak imajo zelo malo izkustva. In veste, kaj bi jaz rekel, da je končni cilj tega postopnega razsvetljevanja, ker eni to doživijo kot intenzivno, to prebuditev, kot intenzivno izkustvo, ki potem traja leta in leta. Eni doživljajo to, in večina je taka, doživljajo to postopoma. Ena prebuditev, druga prebuditev, tretja, in to gre. In kaj vam te prebuditve prinaša oziroma pomaga? Rast duhovne modrosti. Modrost je tisto, kar je ključno. Modrost, razsvetljena modrost. To je povezano s poznanjem. Ekstaze so na ravni izkustev. To je izkušnja, telesna, psihična izkušnja. Uvid je pa čisto spoznanje. In ta uvid je trajen. Na ta način vi postopoma res spoznavate, kaj je stvarstvo, kaj ste vi, kako živeti. Ena mala težavica, ki jo vidim tukaj, je, da uvid se zgodi, kako pa vemo, da se ni jaz identificiral s tem spoznanjem in ga vlači iz trenutka v trenutek. Ker če ste rekli, bil je uvid in potem to traja, se pravi, traja v nekem času. In da lahko jaz v času vlečem ta uvid, ga vlečem lahko svojim jazom v naslednji trenutek. Super vprašanje. Super Hvala. Vprašanje. To vprašanje lahko zastavi samo nekdo, ki ima notranje izkustvo. S tem potrjujete vi svoje lastna izkustva. Svojim egom, ki to dela. Tu je velika past. Namreč iz tega izkustva oziroma uvida lahko sledi, se pravi, zabetoniranje tega uvida, in to je gradnik, temeljni gradnik za nas spiritualni ego. Spiritualni ego, večina duhovnih iskalcev sploh ne ve, kaj je to spiritualni ego. Jaz sem pa zelo veliko ukvarjam s tem in namerno razbijam spiritualni ego od ljudi. Tudi uvid, ki ste ga dobili v določenem času, v določenem trenutku, je časovno omejen. Prišel bo naslednji uvid, ki bo nadgradil to, oziroma lahko ga tudi demantira, razbije, da nisi prav videl. Ampak to so vse spoznanja, ki grejo gor, postopoma. In če pa se mi zabetoniramo o prvi uvid, je to tako, kot da gradimo
stolp svojega spiritualnega ega. Jaz sem spoznal resnico. Mnogo duhovnih iskalcev je na tej stopni. Jaz sem spoznal resnico, jaz vem, kaj je to resnica in od tega ne odstopam. In potem živijo naslednjih 30-40 let zazidani v ta slonokoščeni stolp resnice. In povrhu vsega si mogoče celo mislijo, da so povsem razsvetljeni. To je samoprevara. To je spiritualna samoprevara. Moramo biti toliko pogumni, da si dovolimo, da se motimo. In da vemo, da so vsa naša spoznanja tudi relativna. Tako je to. Osnova v budizmu je relativnost resnice. Vse, kar je izrečeno, je relativno. Tako da. Veste, to vse mehča. Prvič ego, delovanje v zunanjem svetu, to je naravna pot k sočutju, naravna pot k ahimsi, nenasilju in tako dalje. To ima velike implikacije, velike posledice za vsakdanje življenje. Vi zmehčate sebe, zmehčate. Ampak morate biti res pogumni, da si dovolite zmotljivost, da si dovolite šibkost. Ampak vi ste učitelj, ne? No, recimo, mentor. Mentor. No, recimo to. Nekdo, ki vodi ljudi. Ja, nekdo, ki vodi. Ja. Čeprav me večina tako titulira kot učitelj. Okay. To bo malo... Vse je relativno. Relativno? Nekdo, ki vodi ljudi, vodi kam, ne? Ker če je resnica relativna, kako se vi zaščitite pred tem, da jih ne vodite v svojo resnico, ki je pa za njih napačna? Super vprašanje, ponovno. Veste kaj, jaz na prvem predavanju duhovne šole rečem in potem večkrat ponovim, pa vi meni ne smete vsega verjeti. Vi meni v osnovi ne bi smeli nič verjeti. Vi morate sami raziskati. No, kako učiti na ta način, to me zanima. Ja, jaz pač predavam, jaz jim razlagam, imamo diskusije, potem, ker so ta predavanja energetsko dost intenzivna, se potem ljudem dogaja življenje in se marsikaj v karmičnem smislu začne spreminjati in tako dalje. Skratka, smo v kontaktu, ampak jaz nikoli ne trdim nekaj oziroma ne govorim, da me morajo slediti. Jaz ne morem hoditi po njihovi poti. Vsak človek hodi po svoji poti. Ne? Jaz sem samo nekdo, tako sebe doživljam, ki je smernik, ki je na nekih križiščih v življenju pač tam stoji in reče, ja, pojdi tja, boš videl. Ne? Kakšna pa je ta pot? Ne? To pa je drugo. Veste, obstaja ogromna razlika med zemljevidom in teritorijem, ozemljem. Mi se ukvarjamo z zemljevidi. Kaj pa je ozemlje? To pa morate iti tja. To dokler nimate skratka notranje izkušnje oziroma tega. Ne? Tako da res izrecno poudarjam vedno, ne verjeti vsega, kar govorim, morate izkusiti. Ne vsega, nekaj pa. Neke osnove pa vendarle, ker drugače ne moremo imeti šole. A bi bilo to narobe, da ne bi bilo šole? Ne. Bi pač kdo drug to počel. Aha, ja, ne, pravim, da sploh ne bi bilo šole. Ja, jaz se rad učim. Ja. To je en del moje karme. Pravijo mi tudi, da sem dober učitelj. Ok, to je njihovo mnenje. Jaz v tem uživam. Ne? In od nekdaj sem imel potrebo, da jaz znanje, spoznanja, ki jih imam, delim s drugimi. To je moja naravna potreba. Zdaj pač, če ne bi imel šole, oziroma če ne bi tega vsega počel že leta in leta, ne, bi se pa verjetno pogovarjal tako s kom, pa bi mu kaj povedal, pa knjige bi pisal samo in tako. Nisem jaz vezan, veste, na svoje delo v tem smislu, da pač ne bi mogel živeti, če ne bi tega počel. Ne. A bi bilo narobe, če bi bili vezan? To, kar jaz učim, ne more biti vezanost. Nevezanost, jaz v temelju učim. Učite nevezanost, ampak če bi vi bili vezani na učenje tega, verjetno da bi vam to nekaj pomenilo, ne? Ja, po bi bila to ena izmed mojih identitet. En moj ego, verjetno bi z močnim spiritualnim egom letal okrog. Ne? Svojo pomembnost bi gradil na to s tem. Tako pa jaz sebi ne pripisujem prav nobene pomembnosti. Mislim, pač to počnem, jaz z veseljem to počnem in to je ta moja osnovna identiteta. Jaz v tem uživam. To je tudi identiteta, ampak mehka. Mehkejša je. Ja. Malo sva govorila o tem nenadnem uvidu, pa tem
dolgotrajnem odvijanju vijaka. Ne? Mogoče lahko tukaj govoriva, ali pa bi me zanimal vaš pogled na ta zenovski začetniški kar prej ste omenili, tisti, ki se prvič usede z neko radovednostjo, otroško predanostjo, da je že razsvetljen. Ja. Kaj lahko tukaj rečeva? Ker tako ne deluje zahodni svet. Ne, zahodni svet deluje čisto drugače. Vajenec si, potem si pa mojster. Klej je pa obrnjeno. Ker tudi, veste, na nek način ni razlike, ko sedemo v zazen med začetnikom in nekim praktikantom, ki dela že to 30 let. V bistvu smo na istem, s tem, da nas kilometrina loči. Ker v zazenu oziroma v teh resnih meditacijskih praksah šteje samo kilometrina. V bistvu. Ker to, da vi to veliko počnete, to vpliva tudi na vaše možgane, ki se stavijo na drugačen način, neke organske povezave se zgodijo v možganih, ki vam kasneje omogočajo, recimo, da vi lažje živite v miru, v harmoniji s seboj, da imate bolj luciden in tako dalje. To so vse organske posledice. Zato moramo dolgo časa meditirati, če hočemo, da se te možganske preobrazbe zgodijo. Ampak začetniški to pomeni, povedano na drug način, in sicer v jeziku Eckharta Tolleja, biti tukaj in zdaj. To je začetniški Veste, z začetniškim smo kot otroci, ki so primarno radovedni in za nas je vedno vse novo. In tudi zdaj, če vzameva situacijo, recimo neki menihi v zen samostanu, vse življenje, oziroma večino od življenja se giblje v istem prostoru, majhnem prostoru, ampak vsako jutro, ko grejo na sprehod, vidijo novo drevo, novi prostor. To je začetniški To je primarno doživljanje življenja, zato ker nimajo umskih filtrov. Nekdo, ki bi celo življenje moral živeti na istem prostoru, pa to bi bilo grozno, pa ne bi več nikamor hodil, pa se vse isto. Ni isto. Življenje se v vsakem trenutku spreminja in če ste vi pozorni, lahko opazite spreminjanje življenja. Gre za pozornost, za jasnost za vedanje. Tako, življenje je potem res čudovito. Je kot poezija. In tudi, ko pridejo težke okoliščine v življenju, jih drugače sprejmemo, kot če nimamo tega neposrednega dostopa, oziroma če nismo osrediščeni v tukaj in zdaj. Kaj je ljubezen oziroma sočutje? Empatija, to vse, kaj je razlika med temi stvarmi? Ali pa... Dobro vprašanje. Empatija je zmožnost uživljanja v drugega, doživljanja drugega neposredno. Sočutje je sestavni del empatije, oziroma empatija je sestavni del sočutja, neposrednega zaznavanja drugega, ampak brez umskih filtrov. Kar naprej to poudarjam, ker tudi, ko sicer učim, zelo dostikrat to povem. Sočutni smo zares lahko, če smo notranje prazni, če ničesar ne pričakujemo v zameno, zato da imamo mi nekoga radi, oziroma smo do nekoga v stanju ljubezni, pač da... Da mu želimo dobro. Da mu želimo dobro, oziroma da ga sprejmemo. Po budistični ali pa po zenovski razlagi, pravo sočutje izvira iz praznine. Praznina to je čisti... Govorimo o tem, da je zavest praznina. Mislim, ker najbrž kakšni poslušalci težko sledijo. Praznina je čista zavest. To je zavest, ki omogoča, da se v njej nahajajo, znajdejo, delujejo vse oblike, vse vsebine. Ampak mora biti prazna praznina, da omogoča obstoj sveta. In obstoj sveta, obstoj vsega, kar je, izvira iz niča oziroma iz praznine. In kadar smo v tem stanju prečiščenega čista zavest, se spontano pojavi sočutje. Spontano. In zato sta sunjata, karuna in ahimsa, se pravi praznina, sočutje in nenasilje povezani med sabo. To je to. Ljubite lahko v resnici
samo takrat, ko ničesar ne pričakujete v zameno. Ko je vaša ljubezen brezpogojna. Ampak teh brezpogojnih ljubezni je malo. Večina naših ljubezni je vezana trgovina. Imam te rad, če mi boš naredil to in to, če bom imel od tega tako in tako korist. Zlasti danes je to mainstream. Ampak čisto sočutje daje drugemu bitju popolno svobodo. Ker zdaj ob vseh teh treh izrazih ne je treba uvesti še en izraz, to je svoboda. Človek je lahko svoboden zares samo, če je v stanju praznine in polnega sočutja. Sočutje je energija. Praznina ni energija. Ampak, zdaj, da razlagam malo iz tibetanskega budizma, iz torej, vajrajanske filozofije. Praznina sama po sebi ne more obstajati. Vedno se pojavi skupaj s svetlobo ali energijo. Ampak izvor vsega je praznina, ampak naš ni sposoben zares razumeti tega paradoksa. Morate biti malo nori oziroma zelo odprti, da to razumete. Duhovnost je polna paradoksov. Najvišje resnice v duhovnosti so popolnoma paradoksalne. Trdijo eno, mislijo drugo in obratno. Logika odpade. Logika tukaj odpade. Samo ljudje, ki so intuitivno dovolj izurjeni, pa tudi dobesedno inteligentni, lahko to dojamejo. Ne? In v tem gibanju energije, ki se nahaja to je zdaj seveda razlaga zaradi razlage, ne poenostavljam zadeve, ne, je osnovna energija, osnovna vibracija, in to se tudi pri drugih religijah pogosto pokaže, osnovna vibracija vesolja je svetloba oziroma ljubezen. Ljubezen je osnova vesolja. Materialnega, odprtega vesolja, ne, ki je istočasno praznina. To je malo je scary, malo je nenavadno. Zakaj? Je tako, včasih so ljudje presenečeni, ko se to tako razlagam, ampak potem dojamejo. To je to. Veste, jaz to govorim, kot vidite, zelo prepričljivo, v to verjamem, oziroma ne verjamem, jaz izkustveno to vem, da je to tako. To je, jaz sem velik relativist in skeptik v življenju, in imam močan kritični ampak nekaj postulatov pa sem si vseeno zadržal kot trajnih, kot trdnih. In recimo ti trije postulati, se pravi praznina, sočutje, nenasilje, so moji aksiomi. To je za mene najpomembnejše. Ostalo pa lahko razpravljamo. Zakaj pa je pomembna ljubezen? Recimo, pa vse to, kar govoriva, pa nekdo posluša, zakaj bi se trudil v tej smeri? Zakaj je to pomembno? Veste, vibracija ljubezni, govoriva o brezpogojni ljubezni, ne o vezani trgovini. Vibracija ljubezni ali sočutja izvira iz srčne čakre. To je najboljša energija za življenje. Če vi imate prebujeno srčno čakro, to so pa zdaj na drugem področju, razlagava lahko to skozi jogo, če imate odprto srčno čakro, potem ves svet vidite skozi očala in čutenje ljubezni. Potem tudi vaši sovražniki naenkrat niso več sovražniki, ampak samo bitja, ki so taka, kakršna so. Ljubezen vam daje svobodo, zmožnost sprejemanja, in to je res, ničkolikokrat sem že to rekel, najpomembnejše je, ali pa recimo, da se trudimo, ker to pa obstajajo tehnike, ki nam lahko pospešijo odpiranje srčne čakre, ne. Napravimo vse, da bomo bivali, ampak iskreno bivali iz območja srčne čakre. In kaj se lahko nekdo, ki to posluša, pa razume to, da besede ga ne bojo pripeljale tja? Kaj je prva stopničkica ali pa prvi korak, ki ga lahko nekdo, ki nima stika s temi praksami, s temi sporočili, naredi? Kaj lahko naredi? Da najde v svojem vsakdanjem življenju eno točko ravnovesja. Neko točko, kjer se bo povezal s seboj. Na katerikoli ravni zavedanja, da že smo,
da se poveže s seboj. Da najde nekaj vsak dan, ker to je pomembno negovati, vsaj glede na to, kako danes ljudje živijo, recimo vsaj 15 minut, 20 minut, ker bo v stiku s seboj. To je prvo. In ker od tam se bo spontano njegov njen prečiščeval in bo spontano ta oseba prihajala v stik s sabo in zelo verjetno, da tudi s področjem srčne čakre. Zelo verjetno. Ne? Ampak kaj to pomeni stik samim sabo bolj konkretno? Bolj konkretno. Vprašati bi se morali, kdo sem jaz? Kaj sem jaz v vsem tem divjanju življenja današnjega? Veste, kako so ljudje okupirani z milijon dejavnostmi, koliko imajo raznih strahov, koliko imajo želja, koliko hočejo povsod biti uspešni in tako dalje. To se pravi, kdo sem jaz? Ali vse to, kar počnem, zares potrebujem? In tretje vprašanje. Postavim se v situacijo nekaj trenutkov pred smrtjo, svojo lastno. In pogledam nazaj in se vprašam, ali to, kar danes počnem, kako bi gledal na to, ko bom odhajal? Je vredno, da se toliko mučim? Je vredno, da se toliko ženem in izgubljam sebe? Ta vidik iz pozicije smrti, se pravi končne resnice, nam resertira vrednote v življenju. Pomembnosti, točke pomembnosti nam resertira in preusmeri. To je kratek napotek. Ja. Kratek napotek. Vprašanje, kdo sem jaz, je pa temeljno. Sem, da si ga ljudje praviloma ne postavljajo. Ampak kako je pa to vprašanje povezano s tistim, da je občutek jaza iluzija oziroma konstrukt? Ne? To pa je že vprašanje za meditante. Okay, lahko greva pa v to smer. Ne? Ja. Meditant je, mislim, zdaj je itak popularno meditirati. Iz najrazličnejših razlogov. Dostikrat so razlogi povezani tudi s tem pridobivanjem materialnega, se pravi, večji fokus bom imel, manj bom pod stresom, lahko bom še več delal, lahko bom bolj učinkovito delal. In je mogoče ogromno, ne vem, če bi rekel zmede, mogoče malo preostra beseda. Ne, jaz bom uporabil še ostrejšo. To je zloraba meditacije. Zloraba, okej. To je zloraba meditacije. Je super vprašanje. Res me veseli, da mi postavljate tako vprašanje. Hvala. Kako meditirati je vprašanje? Ko je meditacija prišla, se pravi te budistične jogijske prakse, meditiranje iz Azije, se pravi iz Indije in teh budističnih dežel drugih azijskih, v Evropo oziroma na zahod, najprej v ZDA, v bistvu se je to paralelno dogajalo, je s časoma, zlasti od 70-ih let dalje prejšnjega stoletja, začela izgubljati stik z osnovnim namenom. Meditacija, zdaj govoriva o teh praksah, ampak so tudi paralelne druge prakse, kot so zazen, vipassana, dzogchen, mahamudra in podobne tehnike, so vse usmišljene z končnim ciljem, ki se imenuje razsvetljenje ali osvoboditev. Meditiramo zato, da bi dosegli osvoboditev. Okay. Zdaj, kaj si ljudje pod osvoboditvijo vse so predstavljali, to je zdaj diskutabilno, ampak to je osredotočeno s tem. Na Zahodu je bilo to, dokler je bila azijska duhovnost, zlasti meditacija, nekaj eksotičnega in so ljudje iskali versko zatočišče v njej, je bila razumljena podobno. Kasneje, z razvojem New Age-a, je postala aktualna pa predvsem tista plat meditacije, o kateri ste prej govorili, ki ima povsem praktično uporabno vrednost v vsakdanjem življenju. Zato se meditacija, zlasti v zadnjih 20 letih, ali pa, mislim, to je zdaj, recimo v zadnjih 20 letih, tretira predvsem z praktičnega vidika, z vidika dosežkov. Ampak v pravem zenu vam reče, pozabite na vse dosežke, ker nobenega dosežka ni.
Kaj pa doseganje razsvetljenja? To pa ni dosežek. Veste, tudi tu rečemo, nehajte iskati razsvetljenje, ker če hočete biti razsvetljeni, potem ga ne smete iskati, ker če imate cilj v prihodnosti, ga nikoli ne boste dosegli, ker ta cilj se vam oddaljuje. Ja. Cilj beži pred vami, vi pa za njim. Torej, stop, tukaj in zdaj. Tukaj in zdaj. Ok, živimo v neoliberalnem kapitalizmu. Tukaj sem zelo strog in sem proti zlorabam meditacije, oziroma naj se uporabljajo, kakor se pač uporabljajo, ampak jaz učim tip meditiranja, ki je usmerjen, tako kot je bil prvobitno, ne, v Aziji, v smeri osvoboditve in razsvetljenja. To je moja odločitev. Ne. Oziroma tako notranje čutim. Ne. Jasno pa, da ima to za vsakdanje življenje, kot sem že dejal, stranske učinke, oziroma koristne zadeve. Ne. Ampak ohraniti samo koncentriran mentalno moč, to pomeni, da tudi vi sicer dobite večjo operativno moč in kreativno moč v življenju, to pa je zelo diskutabilno. Ker če se vi etično ne razvijate paralelno z svojo notranjo močjo, duhovno močjo, sidijsko močjo, potem boste zagotovo to začeli zlorabljati. In boste pač meditirali, delali posebne prakse, vse so za to zgrajene posebne tehnike, s pomočjo katerih boste postali bolj učinkoviti, bolj udarni, ne? Da boste prej dosegli te svoje cilje, učinkoviteje. Ne? Veste, če imamo fokus, oziroma ta cilj, ki je seveda pogojen cilj, kot pravijo, usmerjen v razsvetljenje, osvoboditev najvišjo, je to vedno povezano z etiko. Meditacija brez etičnega temelja je zgolj spiritualni fitness. To je forsiranje oziroma razvijanje notranjih moči. Nič drugega. Če torej paralelno ne razvijate moralne odgovornosti, etičnega čuta, sočutja, ste v resni nevarnosti, da boste, seveda, zdaj pa govorim z vidika karme, pač poželi to, kar ste si tako želeli, ne? Ker vsak dosežek ima tudi svojo senčno plat. Svojo ceno, ne? Je svojo ceno, ja. Tako da jaz sem tukaj zelo kritičen in z zadržkom to spremljam in to, ko vem, da to je tak biznis danes. Veste, jaz sem 10 let oziroma 8 let sem vodil v Mariboru javne meditacije skupinske, na katere je včasih prišlo skoraj 100 ljudi. To sem delal brezplačno. Na 14 dni smo se dobivali in uro pa pol. To je bila vodena meditacija, pa meta meditacija, se pravi za odpiranje srčne čakre in pa sproščanje z elementi zena. Ne. Mislim, meni jasno, da 100 ljudi ne more, če ni uvežbanih v to meditirati zenovsko. Ne. Mislim, zen praksa je, pravijo, ena najtežjih oblik praks. Čeprav je najbolj enostavna, nič ne počnete. Nič ne počnete. Za večino ljudi je to strašljivo. Rečeš mu, usedi se, bodi tu in nič ne počni. Kako? Ja. To je to. Težava je to. To lahko iz lastnih izkušenj. Ja, no sej. Ampak, bi se rad igral. Ko vi dosežete stopnjo te visoke koncentracije, ker dejansko se ob dolgotrajni meditacijski praksi se prebujajo sidiji. To so nadnaravne moči, dejanske te, ko rečemo, neka božanstva, neki izjemni guruji so imeli take sposobnosti. Te potencijale imamo v bistvu vsi. Sam da niso razviti. Ne? In ta spiritualna moč vam potem omogoča, kot sem že dejal, večjo učinkovitost v vsakdanjem življenju. Ampak to je res je zelo nevarno. Mislim, ker poznam, v kakšne namene vse uporablja meditacijo danes, recimo izpeljano iz vipassane. Okay. Se zadržim, tukaj nikogar ne bom imenoval, ničesar ne želim tako, da bi komu se zameril. Yeah. Ampak vsem učiteljem in praktikantom meditacije, zenovske oziroma vipassana, čuječno se v slovenščini temu reče, polagam na srce, ob treningu meditacije razvijajte sočutje in etiko. Drugače je to
samo bildanje notranje moči. Fitness, nič drugega. Okay, nekdo se recimo prepozna v tem, da to dela s temi nameni, ne? Ker tega je danes veliko, pa imamo aplikacije, pa vodene stvari z namenom, da bom boljše spal, manj bil pod stresom. Ne? In nisem pa nikoli se spustil ali pa potopil v to grajenje etike, sočutja, ljubezni v povezavi s to prakso. Ne? Kaj lahko jaz zdaj, ko sem že potopljen v to zahodnjaško sfero meditacije, ukomponiram v svojo prakso? Mislim, tako, če dobro meditirate, potem se vam srčna čakra spontano odpre. In po končani meditaciji ima človek občutek, da bi objel vse. To je naravno sočutje. Padejo barijere, mislim, lahko bi se z vsemi objel. Ne? To je naravno sočutje. Ne? Drugače pa je zadosti tudi to, ne, da se spomnimo, da mislimo na druge. Da svojo duhovno prakso moramo vedno vkomponirati v širši kontekst, v družbo, ki nas obdaja, v okolje, ki nas obdaja, v svoje bližnje, najbližje, ki živijo z nami, do najširšega okolja. Zato, ker mi s tem, ko meditiramo, ko čistimo to vibracijo, ne, širimo v prostor. To je naše indirektno delovanje na okolje. Poleg tega se pa moram zavedati, ne, da kot posamezniki v bistvu ne obstajamo, da je naš obstoj odvisen od okolja. Obstaja samo soobstoj, to je v budizmu temeljni pojem. Ne? In da delamo v dobro ljudi, dobro skupnosti. To so pa čisto vsakodnevne usmeritve. Kako pa delati v dobro skupnosti? To mora pa vsakdo najti zase. In kar se mi zdi še zelo pomembno, zlasti danes, v dobi, ko strahovito narašča družbena polariziranost, nestrpnost, sovraštvo in tako dalje. Nasilje je vedno več na vseh ravneh. Ne? Da se zavedamo svojega notranjega nasilja. Človek je v resnici nenasilen takrat, ko je razsvetljiv, spoznal, ozavestil svoje notranje nasilje in ga presegel. To mislim, da se povsem, ne vem, če se da kdaj doseči, ampak v dobršni meri lahko negativno energijo, to, kar nas dela destruktivna bitja, ker vsak človek je destruktiven lahko, da to čim bolj ozavestimo. To pomeni, da smo stopnjo notranje agresije, jaz pač uporabljam izraz nasilja, zmanjšali, bistveno zmanjšali. Postali smo nenasilni in ta vibracija nenasilnosti se potem širi v prostor. Veste, največji paradoks je, da se pogosto ljudje, ki vodijo neke proteste in tako dalje, ki se upirajo pač revolucionarji okolju, družbi in tako dalje. Sistemu. Ja, sistemu, ne, da to počnejo z notranjo agresijo. Na demonstracije se gre z mirom in sočutjem, ne z agresijo. Mislim, to je zdaj pač paradoksalno rečeno, da boste tam srečali 90% ljudi, ki kričijo in svoj bes mečejo ven. Ne. Ampak to je Gandijevska metoda. Gandhi je bil eden od primerov, ne, ki je svojo notranjo negativost, se pravi svoje notranje nasilje popolnoma transformiral in dejansko to je vzor, da je mogoče ogromne spremembe v družbi narediti, ker na koncu konca se je Indija osvobodila od njegovem vodstvu z nenasiljem. Za nenasilje potrebujete samo malo več inteligence in vztrajnosti. To je to. Inteligentni morate biti malo bolj. Vse se da doseči na nenasilen način, samo morate biti malo bolj potrpežljivi, poiskati druge variante in tako dalje. Ne na prvo žogo. Na prvo žogo je res lahko najlažje zmagati z nasiljem. A je kaj narobe z vsemi temi metodami, ki nas v današnjem času obdajajo z vidika duhovnosti pa iskanja tega miru in ravnovesja? Ne? Ker jaz tako, kot opažam, jaz sem
tudi v svojem ožjem krogu, pa širšem krogu, ne, to sem bombardiran z različnimi metodami, ne, ki se mi ponujajo, da je tam nekaj za najta. Ne. In imam nekako to srečo, da imam jaz tudi skeptičen izredno, mogoče malo preveč včasih, ne. Ker tudi, ko ste govorili o nadnaravnih močeh in silah, moj ne. Sicer ga zanima, ne, ampak je izredno skeptičen. Ne. Mislim, da me to malo rešuje, da ne tavam. Da ne postanete fanatik, to vas rešuje. To je bistveno. Da tavam, ne, ker vidim, da se... To je dobro, da tavate. Dobro je, da tavamo. Jaz mislim, da od začetka duhovne poti, pa recimo prvih 10 let, če vi malo krožite po skupinah, iščete, je to še normalno. Če pa po 10 letih še vedno tavate iz delavnice na delavnico, od goruja do goruja, je pa z vami nekaj narobe. Zakaj ne? Prvič, verjetno ste postali odvisniki od duhovnosti. Če ste postali odvisniki od duhovnosti, potem rabite vedno nove stimulanse. Morate iti na neko drugo delavnico, morate, ker so rekli, kakšne energije so tam, pa moram iti probati, pa morate izkusiti. Pa potem večina ljudi ima tudi to idejo, da če bom pa šel tja, če bom šla tja, bom pa jaz svoje probleme rešila. Nič se ne bojo rešili, oziroma rešijo se samo delno. Probleme, velike karmične probleme rešimo šele takrat, ko se sami sabo zmenimo, brez tehnik. Veste, to je temeljna napaka večine duhovnih iskalcev, da mislijo, da jih bo neka tehnika, nek guru, da jih bo rešil. Vse tehnike, ki jih uporabljamo, tudi meditacijske v zazenu, oziroma o tem, o čemer sva prej govorila, so začasna orodja, ki nam pomagajo, da se notranjo razvijemo. V bistvu so bergle, ki jih bomo, ko bomo shodili, odvrgli. To je to. In tako moramo na duhovnost gledati. Seveda je pa danes zelo težko. Jaz sem začel pred 35 leti in je bilo zelo enostavno, ker je bilo samo nekaj, zlasti v Sloveniji, ker je bilo samo nekaj. 5 vas je bilo. Nekaj tako, to je bilo vse tudi. Stali so bili pa duhovniki. Prijateljsko je to bilo. In tajno je bilo. Morate vedeti, da je bilo takrat to relativno nevarno. Policija je to nadzorovala, veste, tako da si mora imeti tudi državljanski pogum, da si se s temi zadevami ukvarjal. Danes vas posiljuje na vsakem koraku z novimi metodami, z novimi resnicami. Sprostite se, ni vam treba vsega probati. Sam tisto, kar res čutite, ajde gremo pogledati, mogoče bo pa to koristilo. Ne vsega, ker preveč je vsega, absolutno preveč. Razen tega, vsak ima svojo spiritualno karmo, vsakega človeka duša je na določeni evolucijski stopnji notranjega prebujanja in da bi se zares prebudila, mora predvsem poslušati notranji glas in to, kar se pravi človek, kar ga zares pritegne. Ne? In jaz bi za svoje življenje rekel, mene so v resnici v duhovnem življenju pritegnile samo 3-4 zadeve. Imam pa talent, glede na prejšnje življenje, da sem se ukvarjal z mnogimi drugimi zadevami. Bilo tudi super. Ne? Naprimer, v prvem obdobju s kabalo in tako dalje, ampak to je del moje duhovne zgodovine. Ne rabite veliko, manj je več. Moje stališče je izrazito antikapitalistično. S takim stališčem, ampak jaz, hvala Bogu, ne živim od tega, ne, propadeš na trgu. Propadeš. Ampak, če vas zares zanima osvoboditev, potem je načelo manj je več za vas primerno. Če pa rabite doziranje z vedno novimi ekstazami, z dobrim počutjem, tako da pol pa ponudbe je ogromno. Sem radikalen? Ne, mislim, da smo usklajene tukaj. Jaz ne bi rekel, da je to radikalno. Radikalno je to, kar se v družbi mogoče dogaja. Ne? Ampak tudi to ima nek namen. Jaz mislim, da tudi to tavanje, do katerega imam jaz mogoče tak previdno mnenje, ima verjetno nek namen v človeku. Absolutno. Vaša duša v tem času zori. Najpomembnejše v fazi notranjega razvoja so faze notranje inkubacije, ko se pravi notranjega zorenja, notranje gnitje, če hočete. Ne? Ko ne veste, kaj bi, interesov do zunanjega sveta oziroma do duhovnega sveta ni več. Skratka, to ždenje,
To je dobro, to je zelo dobro. Ne sme trajati sicer predolgo, 10 ali 20 let. Ravno prav. Mora biti, no, ampak itak se bo zgodilo, da vas bo poklicalo nekaj, kar pa je vaše. Ampak ja, to so tako imenovane duhovne krize. O tem se da veliko govoriti, ker ljudje, ki so dlje časa na duhovni poti, vsi se soočajo z duhovno krizo. Če se nikoli niso soočili z duhovno krizo, sploh na duhovni poti nikoli niso bili. So na delavnice hodili ali pa brali knjige ali pa gledali videe in tako dalje. To je drugo. Resnična duhovna pot je tveganje. So krize, so vzponi in padci. To je to. To je čist antikapitalistično, kar govorim. Ampak jaz mislim, da ste vi tako svoboden človek, drugače me ne bi povabil, da si lahko privoščim, da govorim te zadeve. 35 let sem na poti in v tem času sem nekaj že spoznal. Meni se ne zdi nič to kontroverzno, kar ste vi povedali. No, ne vem, tako iskreno. Se mi zdi dosti smiselno, bi pa šel zdaj na ta področja, ki se meni malo dvomi v glavi sprožajo. Omenili ste, bom vse naštel. Duše, potem me zanima, kaj mislite, kaj rečete karma, potem me zanima, kaj mislite, kaj rečete prejšnja življenja, potem pa greva lahko na reiki in mogoče, če vse skupaj to dava, me zanima, kako vi gledate na to v odnosu do znanosti, ker mogoče moram samo malo bolj razširiti, kaj mislim. Če jaz pri sebi v svojem življenju pogledam budistične prakse ali pa zenovske prakse, se mi zdi, da me je to zelo privlačilo, ker ni šlo za, po mojem mnenju, neznanstveni pristop. Se pravi, v zenu, kot jaz vidim, usedi se v zazen in spoznaj, kaj je. In nekako vidim, da se jaz sam od sebe učim. Niti ni učitla v tej praksi. Je mogoče nekdo, ki mi malo pomaga, ampak z mojega vidika je to edino prava pot. Glavna stvar se zgodi v mojem sedenju in opazovanju. Zdaj pa te stvari, ki pa zahtevajo mogoče malo posega v materialni svet, in potem se klešajo oziroma se trknejo ob znanost, sem imel pa vedno malo težav, če nisem imel osebnega izkustva. In zdaj me pa zanima, kako ste vi to, glede na to, da ste rekli, da imate skeptičen racionalen kako ste te metode, ki so malo bolj na robu znanosti, osmislili pri sebi? Prvič izraz duša. Jaz malo mešam izrazoslovje, nekaj je azijskega, nekaj je evropskega. Izraz duša je bolj evropski kot azijski, čeprav tudi tam obstaja, ampak v budizmu duše pravzaprav ni, zato ker ni nobene čvrste substance. To pač uporabljam v različnih priložnostih, da pojasnim neke zadeve. Ampak to naj bi pripeljalo, se mi zdi, predaleč, če bi razpravljala o tem, ali duša je ali ni, oziroma kaj v budizmu pa je tisto, ker so tam tudi različne filozofije, kar se reinkarnira, zato ker budizem je reinkarnacijska religija. Mislim, upošteva reinkarnacijski princip. Ampak na različne načine, tolmačenja. Ja, se to, ker jaz sem si to v smislu pri sebi zelo racionalno. Ja. Veš kaj, to je tako, mislim, jaz sem se z regresoterapijo, to je z raziskovanjem prejšnjih življenj zelo dolgo, skoraj 25 let sem deloval, občasno seveda, kot regresoterapeut. Tako da imam zelo veliko izkustva, praktičnega tudi. Pa proučeval sem različne reinkarnacijske sisteme. Glede tega, kako se reinkarniramo oziroma kaj se reinkarnira, tudi ni enotnega mnenja. Veste, danes je toliko informacij, odprte so vse šole, mislim, sporočila, kot da moramo zares, ko interpretiramo to, če hočemo biti pravični oziroma verodostojni, reči, da je to samo, ko govorimo o nečem, samo ena od interpretacij. Torej, prvo, po mojem izkustvu, ne reinkarnira se ego, se pravi, ta današnji jaz, moje današnje telo je enkratna stvaritev in ga nikoli več ne bo. Pač pa se reinkarnira spomin, ki je informacijski zapis. Spomin, ki ostane po smrti in se najprej shrani, to je moja razlaga,
ki mislim, da je dosti sodobna, ki se najprej shrani na univerzalnem informacijskem polju. Lahko bi mu rekli, datoteko shranimo na internetu, v oblaku, z današnjim izrazoslovjem, ker pa gre zavedanje, oziroma to stanje zavesti v posmrtnih etapah, skozi različna obdobja, v določenem trenutku ta spomin oživi. Na energijski ravni. Na energijski ravni. In ta spomin, ki je spomin vseh vaših doživetij tega življenja, čisto vsega, prikliče ugodno okoliščino, se pravi starše, mamo predvsem, pa tudi očeta, kjer se lahko spočne in vrne nazaj v življenje. V seveda popolnoma druge dimenzije. Edino, kar ostane dejansko iz življenja, so naši temeljni vzorci. Naša temeljna izkustva, tudi temeljne travme, želje, strahovi. In tukaj pa deluje ena taka inteligenca, ki se imenujem super kozmična inteligenca. To je nepredstavljivo. Mislim, naši možgani, kot zdaj vidimo z razvojem umetne inteligence, so zelo šibki. Mislim, mi ne moremo obdelovati toliko informacij naenkrat, kot jih lahko. Kaj pa šele neka kozmična inteligenca? To je nepredstavljivo. Ampak dejansko, kot regresov terapevt sem bil vedno šokiran. Pa kako je mogoče, da se tako natančno preslikava eno življenje v drugo? Seveda zdaj lahko razpravljamo o tem, a je to človekova domišljija, ampak če je to človekova domišljija, vseeno to vpliva na človekovo vsakdanje življenje. Ok, to je to. To je to, ja. To je to. Veste, svet duhovnosti je poln paradoksov. Poln je paradoksov. Ja, ampak jaz sem občudovalec kozmične inteligence, te vrhovne inteligence, ki jo mi doživljamo skozi intuicijo. Ker ste prej rekli, kako, če sem skeptičen, kako sem se soočil z temi izzivi znanosti in duhovnosti. Jaz sem hkrati tudi izjemno intuitiven človek. In jaz sem pomirjen s sabo in ta pomiritev se mi je zgodila zelo zgodaj v mladosti, ko sem hotel razumeti vesolje. Oziroma, konec, kako je sploh možno, da bo to nekaj se enkrat zgodi. In takrat sem se pomiril, ok, ti tega ne razumem, ampak veš. Ampak to leta in leta nazaj. Intuicija je bistvena. In zdaj primerjava sodobne znanosti, kognitivne, recimo, če ostaneva na ravni nevrologije oziroma psihologije, ali pa delno tudi na ravni kvantne fizike. Torej, znanost, psihološka znanost, kognitivna znanost, ki se ukvarja s poznavanjem, prihaja do istih rezultatov, do istih spoznanj o delovanju uma, kakor so prišli do teh spoznanj že budistični menihi 2500 let nazaj, oziroma še prej, ker najstarejši zgodovinsko ohranjen indijski tekst Vijnana Bharava Tantra, pravi, da je star 5000 let, je v bistvu v prvih točkah, kako meditirati, je v bistvu zazen. Ali pa vipassana, če hočete, kako se osredotočati. Se pravi, da so ljudje že 5000 let nazaj po intuitivni metodi prihajali do teh spoznanj, do katerih prihaja danes znanost z racionalno-tehničnimi orodji. Razlika med znanostjo in duhovnostjo je predvsem razlika v tem, da prava duhovnost temelji predvsem na intuiciji, znanost pa na razumu in na empirični metodi. Pač vi morate večkrat eksperiment ponoviti in če se po določenem času, po določenimi pogoji ponovi, potem je to objektivna resnica. Jaz z velikim zanimanjem prebiram te ugotovitve na področju psihologije, kognitivne in nevrologije, kako v bistvu je to, ne, to je resnica. To je resnica, stara to kot je človek, oziroma takrat, ko smo zares postali razvita bitja, ne, tisočletja nazaj. Ne. Kar mene posebej fascinira, ko sem, naprimer, to Vijnana Bharava Tantro, ta najstarejši tekst o meditaciji proučval, ali pa recimo, ko sem raziskoval stare Egipčane, pa sem odkril en izjemno zanimiv tekst
pogovor utrujenega človeka z njegovo dušo, ki izraža tak notranji eksistencialni napor oziroma tako bolečino, ki bi jo izrazili samo, ne vem, francoski eksistencialisti v prvi polovici 20. stoletja. Mislim, čudovito. Ne? Kako? Pa je tekst star 4000 let, se pravi 2000 let pred našim štetjem, ali pa kako se človek ni nič spremenil. To je kratko obdobje. To je kratko obdobje. Ali pa greva še naprej, ne? Zdaj, nazaj, ne? Po času, ne? Vendar le gre za zelo dolgo obdobje. Samo zunanje okoliščine so se spremenile. Če berete Bhagavad Gito, to so problemi, ki jih imamo tudi danes. Isto je. Ne? Pač pa, mislim, če naredim zdaj lahko en preskok, da se bo pa z razvojem umetne inteligence in vsega tega, kar se danes dogaja, ne, pa bistveno spremenilo. Če to, kar je veljalo zadnja tisočletja, to verjetno čez nekaj desetletij ne bo več. Kaj pa recimo? Veste, poseg v nevronske mreže oziroma zlitje človeka poseg v DNK, to pa menja vse. Tukaj se pa vsa filozofija, vsa zgodovina, vsa izkustva do zdaj končajo. Res tako mislite? Ja. Jaz to tako gledam kot neko naravno stvar tudi, ne? Ja, zato ker mi smo tisti, naš je tisti, ki loči naravno pa nenaravno, ne? Zdaj pa nek šimpanz uporablja palico kot tehnologijo, ne? To je tudi naravno, ne? To ne bi noben opisal to kot nenaravno, ne? Zdaj pa mi s temi zakoni vesolja, ki jih spoznavamo zelo malo, zelo počasi, formuliramo neka orodja, ne? In nas peljejo v neke nove sfere, ampak to se meni zdi tudi naravno. Pa veste, da se meni zdi tudi naravno. Ta današnji preskok, ne, res kozmični preskok, ne, ki se začenja šele. Začenja se. To se začenja. To je v bistvu evolucija. Veste, vse vrste so propadle. In tudi homo sapiens bo. Mi smo v zadnji fazi. To je Harari že pred mnogimi leti za to znamenito knjigo, ne, Homo Deus. Homo Deus, ne, povedal. Ne. In bitje, ki bo iz tega vrenja na ravni tehnologije, novih inovacij, nastalo bo nadgradnja človeka. Ker umetna inteligenca zaenkrat deluje tako, kot deluje človeški ker je prekopiran človeški v to. Ne? Ti, ki ustvarjajo algoritme, dejansko delajo iz sebe, oziroma tako kot pač nevronske mreže. Ja, to je to. Ne? In seveda obstaja pa odprto vprašanje, na katerega pač mislim, da ne moremo dati zadovoljivega odgovora, ali se bo zares zgodilo, da se bo umetna inteligenca osamosvojila. Sem mislil, da boste rekli zavedala samega sebe. No, zavedala, potem bo verjetno bližje človeku, oziroma kakorkoli že. Ne. To je vse diskusija. Ne. To nikoli ne bomo vedeli. Ne bomo vedeli. Kot nikoli ne bom jaz vedel, a je kdo drug zavesten sploh. Ja. Zares. Filozofsko, natančno ne vem. To je res. Veste, zato ker ta filozofija je meni zelo blizu, vsaka stvar ima določeno stopnjo zavesti. Ne samo rastlinski, živalski, človeški atomi, svet. Ja, določena inteligenca oziroma zavest bdi nad vsem skupaj. Ničesar ne bi bilo, če ne bi bilo ozadje. Samo frekvence tega, ampak... Ja, temu se reče, mislim, da v filozofiji panpsihizem. Če ste kdaj slišali. Ja, sem slišal. Da je vse materialno, vsak delec ima neko stopnjo zavesti. To je meni zelo blizu, Ja, jaz sem imel celo izkušnje tega, ampak izkušnje so problematične, zdaj so samo spomin. In ne dajem jim preveč pomembnosti, ne, probam se jih ne držati preveč, ne, ampak izkušnja tega, kako je vse neka univerzalna zavest in je v vsem, ne. Vse je že tako logično lahko, za tiste, ki ima bolj logičen lahko rečeva, sej jaz zaznavam atome. Do atoma jaz nikoli sploh nimam dostopa. Ne? Atom se v meni pojavlja. Vse je v meni. Ne? Ja, res je. Ja, in tako da tukaj se pol stvar lahko zakomplicira ali pa izredno poenostavi. Izredno poenostavi. Poznam te teorije, ne, mislim, najbolj, kako bi rekel, radikalna izjava je, vesolje obstaja samo, če obstaja človek. Naprimer, ne.
Ker zavest je potrebna. Mora se nekdo zavedati, mora nekdo videti to vesolje, šele potem se mu da legitimiteta, da je. Ampak, to ne bomo nikoli mogli preveriti. To je vse relativno, to so vse možnosti. So pa različni mentalni konstrukti. Ne? To je v bistvu materializem, ki bi zavrnil to. Materializem bi rekel, ne, materialno še vedno obstaja, tudi če ni nobenega, ki se zaveda. In to je ta ključna ločenost med človekom pa svetom, oziroma dualizem. Malo lahko o tem govoriva, dualizmu pa nedualizmu. Če ste v teh praksah, imate kakšne smernike ali svojim učencem ali pa praktikantom, kažete kaj v to smer? Torej, jaz v osnovi nisem dualist. Jaz se trudim, da bi razumel življenje kot eno, oziroma da je vse eno. To je moje osnovno izhodišče. Ampak do tega sem prišel po poti razvoja, notranjega razvoja. Prvotno, mislim, da sem bil, ko sem bil v fazi krščanstva, da sem bil vseeno precej dualist. Čeprav po naravi mojega uma, mislim, to je meni ta monizem oziroma to enost veliko bliže kot dualizem. In budizem je nedualistična religija. V jogi obstajajo dualistične in nedualistične prakse, ampak v glavnem so nedualistične. In večina religij pa je dualističnih. Ampak začne se pa s prakso, se tudi moja izkušnja predvsej dualistična. Ne? Opazuj svoje dihanje. Se pravi, jaz opazujem svoje dihanje. Dve stvari sta. Moramo tako začeti, ker drugače ne moremo učiti tega sploh. Moramo začeti postopoma na stopni, ko se zavedanje začne, ko se vi začnete zavedati zavedanja sebe, se zgodi ta preklop, ki ga v bistvu ne moremo artikulirati z besedami. To so pa tako soft izkušnje, da, ampak prej je pa to, da postopoma gremo v ta notranji svet in da spoznamo sebe, kako smo zgrajeni, kako to funkcionira. Težko bi drugače začeli. Mislim, moramo začeti. Ampak imate na neki točki praktikantu, začnete drugačna navodila dajati? Ali kako to lahko izgleda, ali pustite njega, da samega, da preklopi? Veste, tako kot imate v vseh teh meditacijskih priročnikih oziroma tudi praksah razloženo, kako izgleda ta meditacija, itak vsi vedo, v osnovi. Vsi pridejo že z neko idejo. Vsi pridejo z neko idejo, tako da to nimamo kaj. Včasih, ko ni bilo teh informacij tako prosto dostopnih, seveda so ljudje prišli z drugačnimi pričakovanji, z drugačnimi. Skratka, in je lahko učitelj res nekomu rekel 1 leto zdaj ali pa 2 leti opazuje samo dihanje. Kaj bo pol, pa ne vemo. Gre bolj za notranji proces in pri samem učenju metodiki, učenja meditacije, seveda najprej vadimo fazo opazovanja dihanja, potem gremo v fazo opazovanja telesa, potem misli, čustev, skratka uma. In skratka nadaljujemo potem proti smeri opazovanja zavesti. Torej, ko to v osnovi usvojimo, pa rečemo, pa odpremo. Naj vsak meditira, kakor pač meditira. To je moj pristop. Ker sem opazil po dolgoletnem učiteljskem izkustvu, da jih, če ne dam natančnih navodil, nekega smerokaza na začetku, potem ljudje preveč časa izgubijo v nekem tavanju, ker ne vejo pravzaprav, kako bi se notranje osrediščili. Zato, ker če dlje časa meditirate, se dejansko srečate s svojim umom in vaš pogosto ponori. In bolj odnehajo. Na različne načine. Zato moramo dati ljudem, meditantom, določene oporne točke, na katere se bodo lahko naslonili, kadar bo v umu zares težko. Mislim, veste, ljudje danes meditirajo v glavnem, da jim je fajn. Pač, da se sproščajo. Ker rečejo, slabo sem meditiral. In
To je napak, ni slabe meditacije. Ni slabe meditacije. Meditacija je enkrat dobra, enkrat slaba. Se pravi, pričakovanja niso bila zadovoljena. In to je napačen pristop. Potem pa rečemo, to je bilo slabo. Ja. In pol je treba menjati tehniko, učitelja, smer, iti na drugo delavnico in tako dalje. Ne? Ja. To teženje, da nam bi vedno bilo fajn, je napačno teženje. Ne more nam biti vedno fajn. Moramo imeti negativna izkušnja. Govorim tudi o stanju meditacije in notranja izkustva in seveda greste skozi čas, skozi res različne teritorije notranje in pol na koncu, po nekaj časa, merjeno to v mesecih, letih, pa dejansko pridete v stanje, ko ste prehodili notranji prostor, ampak prvič ste ga prehodili, ker kako ga boste hodili še naslednjih 40-50 let, ampak prvič ste in potem vam teh velikih nihanj in notranjih, tudi negativnih izkušenj ni potrebno več doživljati. Ampak moja izkušnja, da vsi, ki so zares meditirali in prišli skozi, so šli skozi težke notranje preizkušnje med samim sedenjem. Ampak bistveno je, da pri sedenju, pri meditiranju, da smo vztrajni, da vzdržimo. To je bistveno. Disciplina. Na določeni stopnji je disciplina bistvena. Primarni stopnji, potem je nebistvena. Tako kot sem vam rekel prej, tehnike so kot bergle. Ko bomo shodili, ko bomo odrasli, bomo vrgli berge stran. In takrat jasno, da meditanti po dolgih letih meditirajo vsak na svoj način. Je ena smer meditiranja, rečemo zenovska ali za zen v praksi. Ali pa vipassana, zelo sta si podobni. Čeprav te tehnike učitelji, kar sem že pred leti opazil, pa mi ni bilo všeč, so zelo občutljivi na svoje tehnike oziroma svoje smeri. In recimo, eni trdijo, da po mojem mnenju sta si tehniki meditiranja zelo podobni, ampak da sta vipassana in zazen zelo različni tehniki. Z mojega vidika ne. Samo v nijansah, v nekih prijemih notranjih sta različni, ampak drugače sta si zelo podobni. V bistvu so vse budistične metode, pa tudi jogijske, dhyana prakse, enake. So pa variacije. In zdaj, če ste vi pripadnik neke sekte, ker tudi v budizmu so sekte, se pravi neke šole, neke smeri, jasno, da boste zagovarjali to smer kot edino pravilno. Ampak z današnjega vidika, ko so vse informacije dostopne, moramo vedno, kadar govorimo o teh zadevah, reči, da je to samo ena od različic, da je to samo ena interpretacija. In to, kar jaz govorim, kar jaz interpretiram, je moje subjektivno mnenje, ki je najbrž dosti blizu objektivnemu, ampak to je moje mnenje. Ja, kakšno imate pa mnenje glede porasta popularnosti v zadnjih letih nekega doživljanja s pomočjo substanc? Vi ste verjetno preživeli 60-70 leta, saj ne vem, kako je bilo tukaj, ni bilo podobno kot v Ameriki, ampak ja, psihedelične substance, LSD, gobe, ostale. Poznam. Poznate kako? Ja, osebno tudi? Poznam ljudi, ki so to prakticirali. Jaz sam nisem. Mislim. Potem lahko rečeva, da ne poznate. To izkustveno ne. To ni moja pot. Ja. V osnovi to je moja ugotovitev izpred 30 let, mogoče, ko sem se začel ukvarjati bolj tako zares intenzivno z duhovnostjo, z duhovnimi praksami različnimi, k razsvetljenju, k osvoboditvi, in to je pri religijah evidentno tudi, do tja vodijo 3 različne poti. Eno je asketska, eno je pot drog oziroma halucinogenov in tega, in eno je seksualnost. Vse 3 osnovne ceste, to so pa avtoceste, dvigujejo energijo in omogočajo prebuditev najvišje zavesti. Vse 3. Jaz mislim, da mora človek izbrati glede na to, kar mu glede na njegovo osebnost, glede na njegov psihični potencial, spiritualni potencial, najbolj ustreza. Kako pa vedeti? Ne vem, mislim, po občutku in potem, kako vas življenje vodi skozi te... Zaupati življenje. Zaupati. Kaj vam prihaja naproti?
Jaz nisem človek za eksperimentiranje z droge, to vem iz nekih drugih doživeti, ne. Tako da imam določena doživetja z drogami, ampak o tem ne bi zdaj govoril, ampak ni bilo to namenjeno za raziskovanje zavesti. Aha. Ne? Moja pot je asketska. In v mlajših letih je bila tudi seksualnost ena izmed mojih poti, ampak to sem dal na stran. Danes, oziroma zadnjih 20 let se posvečam samo tej poti. In tudi samo to pot lahko učim. Tako da o teh halucinogenih drogah in vsem tem nimam izkušenj in ne morem govoriti. Teoretično pa precej vem, ampak kot sem večkrat na enem pogovoru zdaj dejal, če nimam izkustva, o tem praviloma ne sodim, ne govorim, ne ocenjujem. Ne. Ja, se težko je. Ja, imam pa prijateljice, ki so eksperimentirali s tem in so mi tudi pripovedovali. In en citat, oziroma zdaj, ko to govorim, sem se spomnil ene zelo zanimive izjave enega tibetanskega lame, ki je eksperimentiral, oziroma tako namenoma je v neki raziskavi, ne vem, katero halucinogeno zadevo oziroma drogo je vzel, ampak ko je kasneje pripovedoval, je rekel, to so pa podobne izkušnje, kot jih doživljamo pri knjigi mrtvih. V vstopu v ta bardo dermate in karmatski bardo. Se pravi, to je druga in tretja stopnja, ki se doživi po smrti. Ampak on je uvežban v visoki meditaciji, ne, pa tudi pozna vse druge metode, ne, mislim, s pomočjo katerih lahko v Vajrayana budizmu lahko prikličemo podobne vizije, kot jih prinašajo uporaba teh zelišč. Veste, religije so se nekatere, recimo predkolumbovske v Ameriki, pa tudi drugod po svetu, šamanizem, so se utemeljevale na uživanju halucinogenih zelišč. Določene mere, ampak to je bilo vedno pod nadzorom. To ni bila zadeva za rekreacijo, kakor se danes to uživa, ampak je bilo strogo omejeno. Samo v določenem času si ti to lahko užival. Iluzijski misterij v stari Grčiji, ki je trajal več kot 2500 let, 2000 let. In je bilo ogromno ljudi iniciranih v to, tudi velikih učenjakov oziroma filozofov, dramatikov. Tam so uporabili kikeon. Najbrž veste. Ne. Tako da uporaba droge v verske namene je splošno razširjena. In pa tudi danes, ko eksperimentirajo ljudje s tem, vem, s katerimi zelišči, recimo v Sloveniji se to dela. To je pot. Če je to vaša pot, je pač to vaša pot. Ja, moja je definitivno bila, ne. Zdaj je vedno vprašanje, a je še vedno, a ne? To je vedno odprto vprašanje, ne. Ne rabiš biti zaklenjen v to. Ampak vidim absolutno neke potencijale za določene ljudi, ker sem jaz tako doživel, ne. Lahko pa to kasneje odpade, ne, pa se druge odprejo. Ne. Se vi ste tudi imeli, kakor ste rekli, s tem tantričnim, oziroma pol to odpade, pa neka druga prevladuje. S tem ni nič narobe, se mi zdi. Ker to primarno energijo, kundalini energijo lahko prebudimo res na različne načine. Problem pri prebujeni kundalini je seveda to, kako to obvladati. Prebuditi energijo je zelo lahko. Kaj boste potem s to energijo počeli? To pa je za večino ljudi. Tudi spet etika pride v spredje. Za večino ljudi je to težko. Ja, reiki, ne? To je pa neka stvar, o kateri lahko rečem, da skoraj nič ne vem, ne? Slišal sem za to, slišal sem tudi male delčke informacij, nisem pa nikoli se s tem spoznal, pa me malo zanima, zakaj ste se vi začeli s tem tudi ukvarjati, ne? Do reikija me je pripeljalo veliko naključje. Mislim, to leta 1991 sem med prvimi reikisti v Sloveniji, najstarejšim stažem. Veste, moram reči, da to kot tak skok v moje govorjenje. Jaz se z temi dejavnostmi ukvarjam od leta 1987 naprej. In v tistih prvih letih, 80. in 90. leta,
je mene neko višje naključje vodilo, da sem prišel v stik z skoraj vsemi zadevami, ki so takrat prišle v Slovenijo. In Reiki je prišel v Slovenijo konec leta 90 in 91. Ne? In jaz sem bil na prvem tovrstnem iniciacijskem seminarju in tako sem padel noter v to linijo. Torej, kaj pa to je za tiste, ki ne vemo? Na kratko, ne? Reiki je ena od budističnih oblik, čeprav eni bi rekli, da ni to budizem, ampak vseeno, jaz mislim, da je, dela z bioenergijo. In danes se pod pojmom Reiki razume ena veja v alternativni medicini. Bioenergetiki veste, na kak način zdravijo, reikisti pa se ukvarjajo z zdravljenjem z pomočjo Reiki simbolov. Reiki simboli, ki so iz tradicije Vajrayana budizma oziroma ene japonske različice budizma, so transformatorji oziroma prevajalci te višje energije. Poleg tega pa vsak reikist prejme na začetku, oziroma kasneje se še to dvakrat ponovi, iniciacijo. Torej, nekdo, ki je že iniciran v Reiki, lahko inicira nekoga drugega. Torej, ne morete prejeti iniciacije, ne vem, izbranja knjig ali pa gledanja na internetu. Ne mora vam. Čeprav sem videl, to me je strašno šokiralo, da ljudje, ampak to je ena od perverzij novodobne duhovnosti, prek spleta podeljuje iniciacije. Okay. V času korone je bilo na nek način to še razumljivo, ampak drugače za mene je to res perverzno. Dokler se ne gre energija preko interneta. Lahko gre, ampak to ne velja. Mislim, z mojega vidika. Veste, dokler se jaz ne dotaknem glave človeka, skozi katero se ta energija prenese, zame ni podeljena iniciacija. Ali pa dokler se ne dotaknem rok. V bistvu je odpiranje rok, ne energijsko odpiranje rok. To je kakorkoli. Jaz sem ogromno časa po svetu Reiki. Reiki je ena od mojih poti in Reiki me v bistvu pripeljal v budizem. Reiki je moja pot, moja vstopnica v budizem. Ne? Takrat na začetku 90-ih je bilo to zelo romantično, malo ljudi se je s tem ukvarjalo. Reiki je danes v glavnem na slabem glasu. Zaradi tega, ker je tako razširjen in so ga uporabljali ali zlorabljali na vse mogoče načine. Ampak izvorni Reiki je, Mikaya Usui Reiki je v bistvu duhovna pot, iniciacijska duhovna pot in je samo sekundarno pot zdravljenja telesa in posledično uma. Ne. To je stranski produkt. V osnovi vam ukvarjanje z Reikijem, meditiranje z Reiki simboli odpira notranji prostor, čisti notranji prostor in vas vodi v svetlobo praznine. Izvor Reikija, temeljni izvor energije bi jo lahko opredelili kot svetloba praznine. To je najčistejša energija, ki se pojavi direktno iz izvira, to je iz praznine. Zato čisti in prek čiščenja uma posledično zdravi tudi telesne simptome. Ampak, da naredim kratek zgodovinski intermezzo, to je da je Reiki postal predvsem zdravilska praksa, so nasledniki utemeljitelja Mikaya Usuija zaslužni. Zlasti Chuniri Hayashi, tam v 30 letih prejšnjega stoletja, deloval na Japonskem, to je japonska smer. Japonska smer. In je potem, tam so imeli prav Reiki kliniko, ko so zdravili, ne? Pač pa najbolj v zdravilsko prakso pa se je spremenil Reiki, ko je prišel na zahod v Ameriko, kamor ga je prenesla učenka od Hayashija, to je Havaya Takata. In ona je začela inicirati tam v 70 letih. In ni inicirala veliko ljudi, ampak nekaj izbrancev, in ona je uvedla tudi zelo, zelo visoke honorarje oziroma pristojbine. Za iniciacijo se je bilo treba, ne vem, ko sem se jaz učil, Reiki je bilo treba več 1000 evrov, recimo, ne evrov, takrat so bile marke, v markah smo to računali. Takrat se je povezal Reiki tudi z denarjem in potem skratka. Mikaya Usui, moj vzornik, moj začetnik, on je učil brezplačno, on je učil vse. In v osnovi je podeljeval iniciacijo za to, da bi se ljudje prebudili. Ker ena od njegovih izkušenj je bila, da ko je začel prenašati Reiki, ljudje so se zares ozdravili,
ampak čez čas so se vrnili z istimi zadevami. Ne? To je tako. No, ni bilo trajno. Ni bilo trajno in potem je začel preobrniti zadevo in v prakso so prišli reiki simboli, ki so seveda, kot sem že prej rekel, sredstva za transformacijo uma. Ker vi se zares lahko pozdravite, ampak zares pozdravite z katerokoli metodo, če ugotovite spontano ali z zavestnim delom mentalni, čustveni in miselni vzrok vaše bolezni. To je zdaj osnova alternativne medicine, na tem vse bazira. Ne? V bistvu, vsi vzroki, primarni vzroki za bolezen so na ravni uma, ki se potem manifestirajo na telesni ravni. No, za določene zadeve je tudi obratna pot, ampak kakorkoli. Jaz sem bil leta 2017 obiskal goro Kurame na Japonskem, ki je velja za rojstni kraj reikija. In tam sem prišel, oziroma ne tam ni nič posebnega. V bistvu, to je romarska pot, ne, gor, ne, in v glavnem jo obiskujejo Japonci, tam je en šinto center, ker na Japonskem sta budizem in šintoizem zelo prepletena. In hkrati pa je tudi en tempelj tako, na vrhu Kurame, oziroma tam, ker so svetišča, ki je posvečen Avalokiteshvari, budi sočutja. Ampak šintoizem ima neko drugo prakso, ampak te stvari so si povezane. Hočem reči, kako je prišel Mikao Usui do te samoiniciacije. To se je zgodilo pred dobrimi 100 leti, to se je zgodilo leta 1922. 101 leto je od takrat. Ja. On, kot pravi, mislim, nimamo natančnih zgodovinskih potrditev, ampak večina zgodovinarjev se strinja, da je izvajal obred jutranje zvezde. En budistični obred na gori Kurame, marca leta 1922, to traja 21 dni in je treba mantro Akasha Garbe, ki je maternica Bude, izgovoriti milijonkrat. Da si predstavljate, kakšen notranji delirij se vzpostavi in po izročilu se takrat prebudi zavest Bude, oziroma dobiš vizijo Bude, ki ima tudi posledico na tvojem telesu. Mislim, pri Mikao Usuju se je zgodilo, da je postal velik sidi, bioenergetik. Torej, to se mu je zgodilo po tej kapitalni praksi. In prej ni bil. Ne? In kasneje je začel potem to širiti med ljudi in tako. To je super mantra. To je mantra, ki dejansko vstopa v Jaz se veliko ukvarjam z mantrami, praktično vsak dan. In čisti gre v globine. Veste, kaj je interesantno? Da se mantra Akasha Garbe na Japonskem uporablja za jačanje spomina. Na nek način je Usuja vodila želja po obuditvi Bude v sebi, oziroma da se mu Buda pokaže. Ne? Ker imate različne šole, različne smeri budizma. Ne? Mislim, včasih, ko proučujem budizem, oziroma razmišljam budizem, pa se rečem, to ni ena religija, to je 100 religij. In to so si med sabo tako različne. Edino, kar je pri vseh isto, Buda, razsvetljenje, sočutje. Ja. To pa so 3 aksiomi, ki so povsod enaki. Poti, kako vodijo tja, so si pa zelo različne, kontraverzne. In to je izvor reikija. To je duhovna pot. To je iniciacijska duhovna pot. In jaz sem vedno podeljeval iniciacije s tem namenom, in to sem jim tudi učencem rekel, in zelo veliko sem iniciral. To je pomoč pri duhovni rasti. Sekundarno se vam bodo, ne vsem, ampak večini, se vam bodo zbudile tudi zdraviteljske sposobnosti za samozdravljanje ali zdravljanje drugih, ampak to ni cilj. Cilj je podpora, da duhovno rastete. To zdravljenje drugih, a ne? A je pomembno, pa ali je to lahko rečemo temu placebo tudi? Recimo, ker prej ste rekel, vse bolezni izvirajo iz uma, potem lahko tudi vse rešitve izvirajo iz uma. Ne? Zdaj pa moje vprašanje, če je odgovor ja, potem je vseeno, a je tukaj reiki, a je tukaj nekaj 3., 4., 5., če je v to potopljen pa predan. Odvisno, kako stopnjo, kako moč placeba ste zmožni ustvariti. Ja, jaz nikakršno.
Torej, rabite bioenergetika. Aha, okay. Ali reikista, da vam prebudi energijo. Aha. Ker energijo čutite. Ne? In energija, bioenergija, oziroma tudi ostale ravni energije, mislim pač v telesu so različne energije. Skratka, da se na ta način prebudi proces samozdravljanja in samoučiščevanja. Ja. Čutijo energijo. Reiki se vedno zelo intenzivno čuti. Ja, to je bioenergetsko. Vedno se intenzivno. Ja, to je odvisno seveda od rekista, tudi pa od, ker nimajo vsi enako prebujenega, ker nimajo vsi enakega potencijala. Ampak reiki se vedno intenzivno čuti. Kot prijetna bioenergija. A bi lahko midva zdaj naredila kakšen preizkus? Ne znam si predstavljati, kako. No, jaz ne poznam metode. Med nama metode. teče zdaj bioenergija, oziroma reiki. To ja, ampak da bi nekaj bilo neizpodbitno, da se čuti ta energija. Ne? Se pravi, jaz sem nek posameznik, kjer teh izkušenj nimam toliko. Ja. To bi zdaj pomenilo cel protokol, tako da preskočiva. Verjemiva, da je to možno. Dobro. Ja, super. Jaz v bistvu bi se vam rad zahvalil za vaš čas. Hvala. Pa to, kar ste prinesel, pa doprinesel. Imam pa vedno na koncu zadnje vprašanje, ki ga je postavil prejšnji gost. Oziroma v tem primeru je bila gostja. In moram pogledati, mislim, da imam približno v glavi, kaj je vprašala. Gostja je bila Ana Šuštar. Ana Šuštar je nuna. Mislim, da so se predvčerajšnjem pogovarjala. In njeno vprašanje je bilo zelo nenavadno in se glasi: najdaljša proga, ki ste jo prekolesarili. To je verjetno metaforično vprašanje. To bo treba njo vprašati, jaz nimam odgovora. Kolesaril sem samo v mladosti, zdaj ne kolesarim že leta, tako da to je celo življenje. Zlasti odkar to svoje življenje zavestno spremljam, to pa je 35 let. Ker to je bil mejnik v mojem življenju. Saj sem že tako v otroštvu kot v mladosti imel taka prebujenja. Kasneje sem jih to prepoznal kot neke vrste prebujenja, ampak nisem vedel, zakaj gre. Najdaljša proga, pa to je moje življenje. Super. Bi lahko postavili eno vprašanje za naslednjega gosta? Lahko. Kaj bi napravil oziroma napravila, ker ne vem, kdo bo, če bi zvedel, da je to zadnji dan tvojega življenja? Čudovito. Kaj bi počel? To je to. Hvala vam, Vili. Hvala vam za odlično vprašanje. Zelo inspirativen pogovor. Hvala. Ja, se strinjam. Hvala vam za to. Bodite dobro. Enako.